En lep pozdrav vsem skupaj. Mihael Žmahar iz duhovnega telepotovanja duše tukaj. In evo, danes imam za vas čudovita video tedenska sporočila, v katerem vam bi rad pomagal postaviti enega izmed najpomembnejših temeljev v vašem življenju, na katerem boste lahko gradili katerokoli vrsto odnosov. Pa naj bodo to poslovni odnosi, partnerski odnosi, družinski odnosi, prijateljski odnosi, katerikoli odnosi. Če boste imeli ta temelj postavljen, o katerem bomo zdaj govorili, boste lahko imeli v življenju čudovite odnose, ki vam bodo doprinašali pozitivno energijo, ne pa rušili življenje in ga oteževali, tako kot se žal to dogaja pri mnogih ljudeh. Odnosi so eno izmed najpomembnejših področij v našem življenju in mnogokrat eno izmed najbolj izzivajočih področij. To pa zaradi tega, ker so živi, ker so gnetljivi, ker so na drugi strani neki ljudje, ki nam dajo odziv, ki nam dajo povračilno informacijo nazaj. Tako da odnosi so področje, kjer se dogaja največ lekcij, največ vprašanj, je pa tudi področje, ki nam najhitreje omogoča zrasti v življenju in napredovati v življenju. Zato je to pomembno. Zato bomo zdaj ta sporočila in naslednja sporočila posvetili odnosom, zaradi tega, ker bi res rad, da imate v življenju točno takšne odnose, kot si želite, oziroma si jih zaslužite. Tako da danes bomo gradili temelj za odnose v vašem življenju, ampak se ne bomo pogovarjali o drugih ljudeh. Zaradi tega, ker ko se gre za vaše odnose, se v resnici ne gre za druge ljudi, ampak se gre za vas. Gre se za to, kdo ste vi v odnosu, kakšen je namen, zakaj so prišli drugi ljudje v vaše življenje preko nekega odnosa. In vi ste tisti, ki v resnici upravljate energijo nekega odnosa. To se pravi, ko govorimo o odnosu, se ne gre za druge ljudi, ne gre se za to, kaj so oni rekli, kakšen odnos imajo oni do nas. Gre se primarno za to, kdo sem jaz v odnosu, kdo ste vi v odnosu in kaj vi dovoljujete in kaj vi sporočate drugim ljudem. To se pravi, če hočemo mi v življenju imeti močne odnose, moramo najprej imeti močen temelj oziroma močen odnos s samim sabo. In tukaj vam bi rad dal 4 korake, 4 temelje, ki vam bodo pomagali zgraditi odnos z vami na takšen način, da boste vi močni, da boste vi preskrbljeni, da boste vi samozavestni glede sebe. To se pravi, prvi temelj, ključen temelj, ki se gre za gradnjo odnosa s samim seboj, je imejte pozitivno mnenje o sebi. Imejte dobro mnenje o sebi. V zadnjem času opazujem veliko ljudi, ki nimajo dobrega mnenja o sebi. Eni mislijo zase, da so grdi, eni mislijo zase, da so nesposobni, eni mislijo zase, da niso dovolj vredni, eni mislijo zase, da niso dovolj pametni. Ne tako misliti o sebi. Ne si dovoliti, da te avtosugestije prihajajo v vašo podzavest. Ne si dovolite, da čutite negativne občutke glede sebe, ki jih vi sprožate. Morate razumeti, da človek, ki bo uresničil vaše cilje, človek, ki bo zgradil vaše življenje, ste vi. In ne morate temu človeku, ki se trudi vsak dan in se uči in dobiva nove informacije, sugestirati negativnega odnosa. Nemo metati polen pod noge. Glejte, kako smo ljudje zanimivi. Po eni strani, naprimer, nek človek negativen do sebe in sam sebi govori, da je smotan, sam sebi govori, da je nesposoben, po drugi strani pa želi imeti lepo življenje, polno obilja in biti srečen. Ampak kdo v resnici zagotavlja obilje in srečo vam v vašem življenju? Ja, vi sami, a ne? To se pravi, da ste vi ta človek, ki rabi biti manifestacijsko miren, srečen in sprejet, zato, da lahko v življenju uresniči karkoli si želi. Zaradi tega rabimo ljudje dober odnos do sebe. Ne morem jaz pričakovati od sebe, da bom fajne rešitve, velike vizije uresničil, istočasno si pa govorim, da sem bumbar. Zaradi tega imejte dobro mnenje o sebi, imejte pozitiven odnos do sebe. In tukaj vam bi dal eno vajo, ki vam bo pomagalo to narediti. Ne več sebe gledati kot odraslo osebo, ampak sebe gledajte kot majhnega otroka. Predstavljajte si, da imate znotraj sebe enega majhnega fantka oziroma eno majhno punčko. Govorim o notranjem otroku, ki ga ima vsak znotraj sebe. In zdaj vedno karkoli boste rekli sebi ali pa karkoli boste namenili sebi, si predstavljajte, da to v resnici rečete temu majhnemu fantku oziroma tej majhni punčki. Zdaj boste pa dvakrat premislili, kaj si boste rekli oziroma kaj boste razmišljali o sebi. Ker ti načeloma ne greš 5-letnemu fantku pa punčki, pa je rečeš v faco, poglej se, kaka si, se s tabo nikoli ne bo nič. Ali pa, koliko si star 5 let, kjer bumbar, pojma nimaš o življenju. Saj z otroki ne delamo tako,
Kaj delamo z otroci? Otroke spodbujamo, če rečejo, da si niso všeč, jim rečemo ne, le kakšne lepe laske imaš, le koliko imaš lepe oči, le koliko si lep fant, koliko si lepa punčka, potrud se pa lahko karkoli v življenju narediš, oziroma veliko v življenju narediš, ne? No, zakaj pa potem ta samo odnos spremenimo, ko smo odrasli? Zakaj pa potem, ko si, pa ne vem, stara 40 let ali pa ste stari 40 let, pa greste pred špegel pa rečete, tu imam celulit, pa tukaj mi dol visi, kam imam grdo telo, kak sem smotan. Ne tega več početi. Res, predstavljajte si, da s sabo govorite tako kot z otrokom. Imejte pozitiven odnos do sebe in si dovolite zagotoviti dobre informacije glede sebe. To je ključno, ok? Potem boste tudi vi srečni in ponosni nase in potem se boste tudi vi v odnosu do sebe lažje izražali pozitivno in v življenju ustvarjali tisto, kar si vi želite. To se pravi, to je prvi temelj. Drugi temelj je, ne se primerjati z drugimi ljudmi. Če se primerjate z drugimi ljudmi, se žalite. To sem zdaj prvič rekel, nikoli še nisem tega v videu rekel, ampak če se primerjate z drugimi ljudmi, se žalite. Kaj ste pa vi manj pomembni in manj sposobni in manj lepi od drugih ljudi? Zakaj bi bili pa drugi ljudje boljši od vas? Naša naloga ni, da se primerjamo z drugimi ljudmi. Naša naloga je, da sprejmemo to, kar smo mi. To se pravi, da sprejmemo svoje telo, ne ga primerjamo z drugimi telesi. Da sprejmemo svoj in ga razvijamo, ne primerjamo svoj z drugimi umi. Da svoje cilje uresničimo, ne da svoje cilje in svoje sposobnosti uresničevanja primerjamo z cilji in sposobnosti uresničevanja drugih ljudi. To se pravi, ne se žaliti. Zakaj bi mogli vi primerjati sebe s komorkoli na tem svetu? Saj ni noben boljši od vas. V resnici ni noben boljši od vas. Najboljši človek za vas ste vi. In noben drug. In ne glede na to, koliko so ljudje lepi in pametni in bogati in sposobni, noben ni boljši od vas v resnici. Toda, morate razumeti, kje je center manifestacije, kje je center življenjske moči. Center življenjske moči je v tem, da vi sebe gradite, da vi sebe razvijate. In dostikrat ljudje tega ne počnejo. In če človek nima lastnih ciljev, lastnih vizij, lastnih idej za svoje življenje, začne potem avtomatsko gledati druge ljudi, kaj oni počnejo, kaj oni se odločajo v življenju. In potem dostikrat mentalno pristanejo v njihovih glavah in se začnejo podzavestno primerjati z drugimi ljudmi. To sem jaz pri sebi ugotovil. Včasih sem se zelo primerjal z drugimi ljudmi. Ko sem bil star 20 let, sem lahko zelo sebe primerjal z drugimi ljudmi in svojo vrednost določil na podlagi tega, kar sem jaz dosegel v odnosu do drugih ljudi. Danes tega nimam več. Danes meni v resnici dol visi, kaj si drugi ljudje mislijo o meni, dol mi visi, kaj drugi ljudje počnejo. Seveda mi je pomembno, da delajo dobre stvari, ampak nikoli svoje vrednosti in svoje vizije ne pogojujem s tem, kaj so drugi ljudje. Ampak rajš to energijo sredotočam nase, sebe gradim, sebe razvijam, svojega notranjega žmaharja karakterno izboljšujem, sebe zagotavljam informacije, zato da sem jaz boljša verzija sebe. Ne? Če sem jaz dobra verzija sebe, potem lahko dobro življenje zase zgradim. Če jaz dobro življenje zase zgradim, pa lahko pa tudi drugim pomagam. Tako da treba tukaj biti zelo realen. In ne primerjajte se z drugimi ljudmi. Zelo enostavno. In vedno, ko se boste primerjali z drugimi ljudmi, probajte zavestno živeti svoje življenje in gledajte čez dan, kdaj vam misli odidejo drugim ljudem. In ko boste ugotovili, da razmišljate o drugih ljudeh na način, na katerega ne bi smeli, to se pravi preko primerjanja, se takoj vrnite nazaj in se osredotočite, kaj je vaš dnevni cilj, kaj je tisto, kar morate vi danes narediti, kaj je vaš izziv, s katerim se vi soočate, in tja rajši investirajte energijo. To vam bo pomagalo postaviti tukaj močen temelj samozavesti in odnosa s samim seboj, da je zelo malo stvari, ki lahko ta temelj zamaje. Okay? Tretja točka oziroma tretji temelj je, nujno si morate zagotoviti energijo, ki jo vi potrebujete. To se pravi, rabite v življenju vi imeti energijo. Okay? Če ne boste imeli vi energije, kar rabite, boste nesrečni. Pika. Ne glede na to, koliko se žrtvujete za druge, ne glede na to, koliko ste vpeti v življenje drugih ljudi, če nimate vi v življenju tistega, kar si želite oziroma kaj potrebujete, ste nesrečni. In tukaj, na primer, se vidi že pri spanju. Če nimate spanja dovolj, ko ga rabite, ste nesrečni, ste kar živčni, ste kar odrazavi, kar sikate mogočne ljudi, kar naprimer, če si najprej span, si kar tako malo nataknjen, in to samo zaradi tega, ker niso dobili dovolj spanja. In ljudje smo nataknjeni, če nimamo dovolj časa, če nimamo dovolj denarja, če nimamo dovolj miru, če nimamo dovolj spanja, če nimamo dovolj hrane,
karkoli nam primanjkuje, nas vedno vodi v nestabilno energijo. Zaradi tega naj bo vaša prioriteta v tem letu in do konca vašega življenja ta, da si zagotavljate vire energije. Ta, da znate sebi zagotoviti tisti čas, da znate sebi zagotoviti tisto energijo, ki jo rabite, tisto srečo, tisto pozornost, zato da boste vi srečni. Ker če boste vi energijsko polni, potem lahko vi napolnite zunanje okoliščine v svojem življenju. To se pravi, človek, ki želi narediti uspešno podjetje, rabi biti najprej sam energijsko poln, potem lahko naredi polno podjetje. Človek, ki želi imeti uspešen in ljubeč zakon, mora biti sam energijsko poln in spočit in manifestacijsko poln obilja, zato da lahko napoji odnos, v katerem je. Če želi človek biti dober starš, mora biti najprej poln starš, zato da lahko napolni svojega otroka. To se pravi, zagotavljate si vir energije, začnite ugotavljati v življenju, kaj vam je všeč, kaj je tisto, po čemer hrepeni vaše srce, kaj so vaši hobiji, kaj radi delate, če imate radi kino, pejte v kino, če radi potujete, vzamite si enkrat, dvakrat na leto potovanje samo zase, če radi kuhate, vzamite si en večer na teden in kuhite, delite jedi, kaj še nikoli niste naredili, rabite to. Ne pozabite, če ljudje nimamo tisto, kar rabimo, smo nesrečni, smo živčni, pika. In v takem stanju mi ne moramo biti niti dobri prijatelji, ne moramo biti niti dobri partnerji, niti dobri starši. Kaj šele karkoli druga večjega ustvarjati s tako energijo. Okay? To je tretji temelj dobrega, močnega odnosa s samim seboj. Četrti, ključen temelj za dober odnos z vami, da boste vi močen človek, pa je, da imate stik s seboj. To se pravi, ljudje rabimo stik s svojo notranjo energijo, s svojim višjim jazom. Ljudje rabimo stik z notranjo modrostjo, ki prihaja s strani naše duše. Rabimo to poglobljeno konekcijo znotraj sebe. Zaradi tega jaz tokrat meditiram. Jaz noro rad meditiram, zaradi tega, ker mi meditacija omogoča stik, omogoči mi slišati sebe, omogoči mi ta višji aspekt mene, ki mi pomaga razumeti moje življenjsko poslanstvo, ki mi daje energijo za moje življenjske zime, s to energijo lahko pridem v stiku. In ne morete celega dneva posvetiti drugim ljudem, ne morete se cel dan ukvarjati z drugimi ljudmi, rabite stik s seboj. Rabite se pogovoriti samim sabo vsak dan, ali zato rabite 15 minut, ali 20 minut, ali 1 uro, ne vem, ampak ta stik s seboj je ključen. Brez tega stika s seboj ne boste imeli notranje navigacije. Ta notranja navigacija, ki nam pomaga v življenju določiti, katera smer je prava, katero življenjsko poslanstvo je pravo, kateri človek je pravi in kateri ne, prihaja kot posledica notranjega stika. Tako da meditirajte, delite duhovne vaje, pišite dnevnik, delite z angeli, z vodniki, z višjim jazom, kakršnokoli duhovno prakso že imate, začnite jo načrtno, intenzivno plasirati v svoje življenje. In to vam bo začelo zagotavljati stik, in ko ima človek stik s seboj, takrat ga nič ne more zlomiti. Ko ima človek stik s seboj, je nezlomljiv, ga ne more nobena okoliščina v tem svetu, na tem planetu sesuti. To se pravi, ko ima človek stik s seboj, takrat ima moč, da zgradi svoje življenje tako, kot si želi. In to so 4 temelji, na katere vas bi rad opozoril, ko gradite odnos s seboj. Če imate kakršenkoli izziv pri tem, pridite, ne vem, kaj imam, 29. februarja, pridite na moj tečaj Atlantis Master. Tam vas bom naučil, kako imeti stik s seboj, verjemite, na način, da nikoli v življenju ne boste več pomislili, da ste slabi, da ste nesposobni in da nečesa ne morete narediti. Zbrav Atlantis Master je program modernega voditeljstva, ki vas bo zbildil tako, da bojo šivi pokali na vaši majici. Tudi res, pogledajte si 29. februar, če boste začutili program, definitivno. In vse punce, ki bi rade bile močne voditeljice moderne dobe, ki bi rade bile močne mame, močne žene, močne poslovne ženske, je pa konferenca za ženske za vas. Konferenca za ženske bo 22. marca. 22. marc je dan, ko bojo punce iz cele Slovenije prišle v naš duhovni atelje in bom za njih naredil konferenco za ženske in jih zbildil v močne manifestatorke in jih zbildil v žensko, ki lahko pogleda v oči komorkoli, postavi meje, potegne energijo naprej na način, ki je pomemben za njo in zgradi tisto, kar se odločila zgraditi.
To se pravi, orodij in načinov, kako zgraditi stik s seboj, kako zgraditi odnos sami s seboj, imamo pri nas veliko. Pejte na našo spletno stran www.potovanjeduse.si in poglejte, kaj je tisto, kar vas zanima. Poglejte, kje vam lahko mi pomagamo, če čutite pomoč, če pa lahko to sami naredite, pa absolutno naredite. Samo želim, da imate dober odnos s samim seboj in se kmalu veselim, kmalu se vidimo v naslednjem videu, kjer bomo delali pa odnose z drugimi ljudmi. Zelo zanimiv video, tako da vas lepo pozdravljam in se veselim, da se vidimo. Čau!